Hvala lepa. Torej, lep pozdrav vsem skupaj, spoštovane gospe in gospodje. Jaz bi samo naredil en kratek uvod vezano na predlog te spremembe zakona in v tem uvodu se moram vrniti pač nekaj let, ne tako malo, torej skoraj 20 let nazaj. Mnogi starejši tukaj med nami se boste spomnili, da se je Slovenija v letih 2000, tam nekje do leta 2004, intenzivno pripravljala za vstope v dve ključni organizaciji za našo takratno državnost, torej za Evropsko unijo in pa za vstop v zvezo NATO. Tako se je v letu 2001 do 2003 intenzivno spreminjala tudi zakonodaja na področju obrambe, kjer je ena od ključnih stvari, ki smo se takrat odločili, bila ta, da se postopoma ukine naborniški sistem. Tako je takratna vlada v letu 2001 sprejela zakon in seveda ne samo enega in ustrezne podzakonske akte, kjer je opredelila, da se bo zadnji nabornik oziroma da se bo zadnja evidenca naborništva vršila do decembra 2003, zadnje naborništvo pa se naj bi izvedlo do junija leta 2004. Skrajni roki, ki bi na nek način končali ta sistem, so bili opredeljeni za leto 2010, torej v letu 2010 naj bi bila obveznost služenja v rezervi tudi formalno končana. Kasneje bi izpostavil ključen datum, ki je za oblikovanje zadostne ali pa bi rekel zadostne in potrebne vojaške opremljenosti, usposobnosti, predvsem pa zagotavljanja kadrovskega potenciala, leto 2012. V letu 2012, se boste mnogi spomnili, je takratna vlada, v kateri sem sodeloval tudi sam, sprejela doktrino strateške rezerve. Samo da nam se pravi dokument verjetno poznate. Doktrina vojaške strateške rezerve v Republiki Sloveniji, ki je bila sprejeta na osnovi sprejetega dolgoročnega programa razvoja in usposabljanja Slovenske vojske, ki velja do leta 2025. Kaj je bilo ključno v tej doktrini? V tej doktrini je bilo ključno to, da se je že takrat ugotavljalo, da ob nenehnem padanju števila pripadnikov Slovenske vojske, ob relativno velikem rezanju sredstev za Slovensko vojsko in pa predvsem tega, da ni bilo nekega zagotovila ali pa ni bilo nekega upanja, da se to upadanje pripadnikov Slovenske vojske ne bo nadaljevalo, je potrebno vzpostaviti nek sistem, neko formo, neko formacijo, kjer bi v relativno kratkem času, doktrina govori v obdobju enega leta, lahko zagotovili zadostno število usposobljenih ljudi, fantov in deklet seveda, ki bi v primeru spremenjenih varnostnih razmer bili sposobni braniti domovino. Ta doktrina vojaške strateške rezerve je v svojih številkah opredeljevala cirka 25.000 dodatnih pripadnikov, torej številka ni majhna, številka 25.000 dodatnih pripadnikov, ki bi jih bilo potrebno zagotoviti v obdobju enega leta, torej v relativno kratkem času. Dovolite mi, da preberem enega od ključnih stavkov iz te doktrine, ki pravzaprav pove vse, kar smo s to doktrino želeli takrat zagotoviti, ki govori takole. Sposobnost države za učinkovito oblikovanje oziroma učinkovito odzivanje na vojaške grožnje bo odvisna predvsem od zagotovitve pogojev za pravočasno preoblikovanje Slovenske vojske z vidika njene popolnjenosti, opremljenosti, organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti. Torej, če gremo od besede do besede, tega ne bom razlagal, to novinarji dobro veste, kakšna je popolnjenost, je znano že kar nekaj let, pripravili smo tudi nekaj grafov, z teh grafov se lepo vidi, kako ta popolnjenost pada, kakšna je opremljenost, tudi nima smisla razlagati, kakšna je usposobljenost, največ o tem povedo ocene, ki so jih v zadnjih 2 let dale mednarodne primerjave oziroma mednarodni tuji NATO-vi ocenjevalci. In lahko rečem, da se nažalost od leta 2012, torej od sprejetja te doktrine, na tem področju ni zgodilo nič.
Torej, logistično, tehnično povedano, lahko rečemo, o tem bo kasneje povedal več od gospod Mahnič, lahko povemo, da smo danes sposobni sprejeti recimo 600 dodatnih nabornikov ali pa morda v najboljšem primeru ob nekih zelo hitrih preureditvah 900 do 1000 teh ljudi. Da smo daleč od tega, da bi bili sposobni v enem letu zagotoviti 25 000 dodatnih pripadnikov in da seveda je potrebno na tem področju nekaj storiti. Nam v SDS-u je glede tega zelo žal, da ni bilo pravega odziva na naš predlog, na našo pobudo izpred 4 let, torej leta hitro minevajo, pred slabimi 4 leti smo dali pobudo o ustanovitvi tako imenovane nacionalne garde. Ta koncept bi bil v tistih letih še izvedljiv, danes po 4 letih so zadeve zopet precej drugačne, ta koncept v tem trenutku ni več izvedljiv, zato smo se v stranki odločili, da predlagamo reaktivacijo naborniškega sistema. To reaktivacijo naborniškega sistema je mogoče doseči z spremembo zakona o vojaški dolžnosti. Zadeva je relativno enostavna. Na podlagi preverjanja mnenja v javnosti moram reči, da smo bili presenečeni, da kar precej velika večina tistih, ki so se na te ankete odzvali, tako spremembo podpira, torej ljudje podpirajo ponovno uvedbo naborniškega sistema, seveda v drugačnih rokih. In zato mislim, da je čas, v katerem živimo, torej čas, ko so varnostne razmere, ko so zadeve v ne tako daljni naši okolici Evrope precej kritične, pravi, da poskušamo z novo pobudo, da poskušamo pritegniti ostale parlamentarne stranke in da na področju obrambe res naredimo nek korak naprej, kajti zadnjih 10 let lahko rečem, da smo korakali predvsem nazaj. Toliko v uvodu z moje strani, same konkretne zadeve, spremembe zakona pa bo podal gospod Mahnič. Lep pozdrav tudi v mojem imenu in pa hvala za udeležbo. Kot je že dejal bivši obrambni minister, kolega Aleš Hojs, smo v Slovenski demokratski stranki z žalostjo gledali zadnjih 6 let, kako je pod vlado Mira Cerarja, sedaj pa tudi naprej pod vlado Marjana Šarca, Slovenska vojska propadala in sedaj še bolj pospešeno propada. Moje napovedi, da bodo šli spreminjati številko za stalno sestavo iz sedanjih 8000, kar je cilj, na nekaj čez 6000, so se uresničile. To bomo videli v torek, ko bo predstavitev bele knjige obrambe Republike Slovenije. In po našem trdnem prepričanju ta številka ne zadošča več za obrambo Republike Slovenije v primeru vojaškega napada, niti ne za učinkovito delo v miru, za izpolnjevanje nalog Slovenske vojske. Predvsem pa je problematično dejstvo, da v primeru oboroženega napada praktično nimamo mlade generacije in pa tudi čedalje manj srednje generacije, ki je služila vojaški rok, da bi znala rokovati z orožjem in poznala tiste osnovne vojaške tehnike. Poskušali smo s tem, da se zagotovi 2% BDP-ja za obrambo, kar je potrebno, če želimo imeti profesionalno vojsko popolnjeno, da imajo vojaki takšne plače, da se mladi tudi potem odločajo za tak poklic. Žal nismo bili uspešni. Ko je bila številka vojske še nekaj nad 7000 stalnih pripadnikov in okrog 1000 rezervne sestave, smo predlagali uvedbo nacionalne garde, ki bi glede na številke, ki so takrat bile, lahko opravljala svoje naloge. 4 leta je sedaj od tega predloga minilo, ni bil uresničen, zato sedaj tudi ta predlog čedalje manj pride v poštev. Glede na javno mnenje, glede na vse podlage, glede na vse izračune, ki jih imamo, obstajajo v grobem 3 možni načini služenja oziroma popolnjevanja vojske. Prvo je prostovoljno služenje vojaškega roka, se pravi poklicna vojska, kot jo imamo sedaj, kjer se državljani prostovoljno odločijo. Druga je selektivna vojaška dolžnost, kjer država za vsako leto določi, koliko mladih mora iti služiti vojaški rok oziroma na temeljno strokovno vojaško usposabljanje in v primeru, da jih ni dovolj, se potem naredi žreb. Takšen sistem ima Švedska. In pa tretja je splošna vojaška dolžnost, po domače naborništvo, in v Slovenski demokratski stranki bomo danes vložili zakon, kjer predlagamo, da se ponovno uvede naborništvo oziroma splošna vojaška dolžnost. Kako bomo to naredili? Takrat, ko se je odločilo za
profesionalno vojsko, ko se je vodil projekt Provoj, ki je bil uresničen tam nekje do 40%, se pravi profesionalizacija Slovenske vojske, se je zamrznilo izvajanje zakona o vojaški dolžnosti, tako da se je sprejelo člene od 62a naprej, ki je postopoma ukinjal vse tiste postopke, ki so bili potrebni, da se je naborništvo izvajalo. In mi v tej noveli predlagamo, da se črta vse člene, ki so takrat zamrznili izvajanje zakona o vojaški dolžnosti. Predlagamo, da vojaški rok traja 6 mesecev, ukolikor pa se kdo odloči za civilno služenje vojaškega roka, v primeru ugovora vesti, pa le to traja 2-krat več, se pravi, tisti, ki se odloči za civilno služenje, mora civilno odslužiti 12 mesecev. Vojaška dolžnost pomeni naborno dolžnost, dolžnost služenja vojaškega roka in pa potem tudi biti v rezervi. Vojaški obveznik državljan postane 17 leti, potem v koledarskem letu, ko dopolni 18 let, tako kot zakon že prej je predvideval, postane se izvede nabor, potem pa gre služiti vojaški rok, praviloma v letu, ko dopolni 19 let. Če po srednji šoli nadaljuje s študijem, gre po končanem študiju oziroma najkasneje pri koledarskem letu, ko dopolni 27 let na služenje vojaškega roka, ukolikor študij še nadaljuje, pa potem takrat, ko študijem zaključi. Vse detajle, kako zadeva poteka, kako bi priprava potekala, seveda uredi vlada, tako kot zadevo vidi s svojimi uredbami. Predvsem pa je pomembno, da predlagamo, da se služenjem vojaškega roka, da bi imeli zakon v veljavi s 1. septembrom 2020. V Slovenski demokratski stranki vidimo ponovno uvedbo naborništva pozitivno, kajti večji nabor posameznikov pomeni tudi lažje popolnjevanje enot, osnovno vojaško znanje državljanov, osnovno usposobljenost in pa tisto, kar želimo doseči, glede na to, da imamo sprejet zakon, ki se mu reče oziroma doktrino o vojaški strateški rezervi, da imamo dovolj številčno rezervo. Prav tako naborništvo pomeni odvračanje vojaških groženj, krepitev domoljubja, krepitev narodne zavednosti in pa predvsem tudi boljše psihofizično stanje in pa pripravljenost državljank in državljanov. Obvezno bi bilo za moške, ukolikor pa bi se želele pridružiti služenju vojaškega roka tudi ženske, pa je seveda to v njihovi prostovoljni odločitvi. Kar se tiče samih kapacitet, bi morali z nekaterimi dodatnimi finančnimi sredstvi posodobiti nekatere kapacitete v Bohinjski Beli, Vipavi, Postojni, Novem mestu. Kar se samih stroškov tiče, stroški logistične zagotovitve so ocenjeni na nekje 10 milijonov evrov, stroški na kadrovskem področju pa na približno 23 milijonov. To so podatki Generalštaba Slovenske vojske, se pravi, ponovna uvedba naborništva bi stala nekje dobrih 30 milijonov evrov, kratkoročno, dolgoročno pa računamo seveda, da bi bili ti stroški nekje na ravni, kot so bili tudi pred vstopom Slovenije v Zvezo NATO oziroma pred opustitvijo naborništva. V Slovenski demokratski stranki vidimo Slovensko vojsko kot zmagovito vojsko leta 1991, ki je osamosvojila slovensko državo, vidimo jo kot branik slovenske samostojnosti, neodvisnosti in suverenosti, kot branik vseh 3 konstitutivnih stebrov države, predvsem pa jo vidimo kot tisto vojaško silo, ki mora biti Republiki Sloveniji v ponos. Žal i danes ni, pa ne zaradi pripadnic in pripadnikov, ki so odlično usposobljeni, ki so s srcem zraven, žal ne zaradi finančnih sredstev, ki jih je čedalje manj, ampak predvsem zaradi narodnega ponosa in pa pripadnosti domovini. In pa vidimo Slovensko vojsko kot vojsko, ki ima profesionalno jedro, ki je še vedno združena v 2 brigadi. Prva brigada, ki pokriva zahodni in pa srednji del Slovenije, in pa 72. brigada, ki pokriva vzhod, in pa obvezno služenje vojaškega roka, ko mladi grejo na
naborništvo in pa potem tvorijo močno in pa številčno rezervno sestavo, s katero se potem popolnjuje tudi stalna vojska. Če me vprašate o finančnih sredstvih, vsa ta finančna sredstva, ki so se vlagala v Slovensko vojsko v zadnjih letih, katerih je res, da jih je več, vendar se nikjer ne poznajo. Številčnost nam pada, opremljenost je slaba in s tem denarjem, ki ga je aktualna vlada vložila v zadnjih 2 letih v vojsko, bi mi že zdavnaj lahko naborništvo imeli. Glede na to, da idejo podpirajo tudi nekatere stranke, tako imenovane levice, tudi nekatere koalicijske stranke, računamo, da bi lahko v prvem branju bil zakon sprejet. Možnost je sedaj na mizi in da seveda potem nekatere finese še izpilimo in pa da ponovno uvedemo vojaško dolžnost. Seveda pa je vlada tista, ki pa na koncu samo izvedbo in vse skupaj lahko uredi v svojih aktih. Upamo, da bo to prineslo pozitivne spremembe, predvsem pa Slovensko vojsko, na katero smo ponosni, katera lahko deluje v miru, predvsem pa katera lahko tudi s polno sposobnostjo deluje v primeru oboroženega napada na državo. To bi bilo z najne strani vse, če so pa še kakšne vprašanja, bova pa z veseljem na njih odgovorila. Večkrat na aktualno, če navežemo na tale Irak, pa to nam včeraj primer Šarec rekel, da bi bilo bolje, če bi takrat, ko se odločalo o umiku, še kdo drug spal, se strinjate z njim? No, jaz lahko rečem, da so spali predvsem vsi ministri za obrambo, ministri za finance in pa predsedniki vlad v zadnjih letih, glede na to, kakšno je stanje v Slovenski vojski. Ne želim komentirati aktualnega političnega dogajanja, bi pa dejal, da kar se tiče mednarodnih operacij in misij, bi tudi v primeru uvedbe naborništva še vedno profesionalna vojska, tista iz 1. brigade, iz 72. brigade, ki bi opravljala mednarodne operacije in misije. Edina razlika bi bila ta, da bi bila tudi potem stalna sestava Slovenske vojske bolj popolnjena, glede na to, da bi imeli tudi večje število kandidatov. Katere stranke koalicije to podpirajo? Kakor vem, se je najbolj jasno tudi pred volitvami o tem opredelil Desus. Kakor vem, to podpira tudi Slovenska nacionalna stranka in kakor vem, je o tem enkrat govorila tudi stranka Alenka Bratušek, vendar pa bi bilo potrebno preveriti. Glede na to pa, da je to že, mislim, ena dvakrat jasno in glasno izpostavil tudi podporo temu Milan Kučan, pa verjamem, da lahko na večino levice računamo. Še kakšno vprašanje? Po vašem mnenju glede Iraka moral minister Lendavec odstopiti? Tega ne želim komentirati. Zdaj je čisto vprašanje za naborništvo. Zadnje runde, ko smo še imeli naborništvo, se je skazalo, da jih več kot polovica sploh zdravstveno ni bilo sposobnih za služenje vojaškega roka. V vseh teh letih se po mojem trend, glede na to, da je še manj gibanja in še več sedenja in telefončkov. Kako mislite tlele, dobiti nabornike, če se je skazalo, da zdravstveno niso? In tudi sedaj imamo ogromne težave s tistimi vojaki, ki se prijavijo na prostovoljno služenje vojaškega roka, ali z vojaki, da ne izpolnjujejo zdravstvenih kriterijev. No, jaz osebno ne verjamem, da bi naši mladinci ali pa mladinke bili kaj v slabšem zdravstvenem stanju, kot so na primer Avstrijci ali pa Avstrijke. Torej, prosim? Jaz sem govoril o kriterijih, ki... No, jaz bom rekel tako, zdaj potrebno se najprej vprašati, kakšni ti kriteriji so. Še enkrat poudarim, najbolj slabši od tamle 100 km severno. Po drugi strani pa moram reči, da sem tudi sam takrat, ko se je ta naborniški sistem nekako ukinjal ali pa ko se je začenjala profesionalizacija, vi se boste verjetno spomnil, glede na najna leta, bilo izjemno veliko želja, pod narekovaji, izogniti se tem. Torej, verjamem, da vsi tisti, ki so bili bolani, v resnici niso bolani, ampak so bolani bili pri zdravniku zato, da so dobili potrdilo, da jim ni potrebno biti nabornik. Vsi tisti, ki so želeli služiti ne vojsko, če temu tako rečem, torej biti nabornik v nekih civilnih organizacijah, so to tudi naredili zaradi tega, ne ker ne bili zdravi, ampak zaradi tega, ker niso želeli vojske. Zato smo to zadevo reševali tako, da smo, vsaj v predlogu tega zakona, da je, kolega Mahnič je to že povedal, da je razlika med tem, ali služiš civilno ali služiš dejansko kot nabornik. Razlika je v 6 mesecih. Mislim, da se bo mnogo od tistih, ki so pod narekovajih bolani, vendarle raje odločilo, da
se usposobi v 6 mesecih, kot da eno leto služi nekje drugje. Jaz osebno ne verjamem, da bi zdravstveni razlogi slovenskega naroda lahko bili tisti, ki bi onemogočali zagotovitev ustreznega števila nabornikov. Zagotovo je tudi to, kar je bilo vprašanje, skupek nekih celovitih ukrepov. Mi smo imeli v programu za parlamentarne volitve 2018 na področju izobraževanja tudi več športne vzgoje, tako v osnovne šole kot tudi srednje šole. To, kar je že kolega Hojs dejal, bistveni poudarek je, da ne moreš ti služiti enako dolgo civilnega služenja kot vojaškega, se pravi je krat 2. Poleg tega je v zakonu tudi, da če si ti služil vojaški rok na civilen način, ne moreš dobiti nikoli orožnega lista, se pravi kakšno lovstvo, strelstvo, vse drugo odpade, če bi nekdo potem želel pridobiti orožni list. Predvsem pa bi to reševali tudi s tem, da bi bile za tiste, ki gredo služiti vojaški rok, tudi finančne spodbude, nagrade, tako kot že sedaj poznamo, če nekdo gre na temeljno vojaško strokovno usposabljanje, seveda dobi potem tudi finančno nagrado. Lahko se samo še malo navežem na Irak. Ali je zaradi tega nevračanja, rotacije, kakorkoli se zdaj temu pravno formalno reče, minister Erjavec zrel za novo interpelacijo? To res ni tema. Poglejte, mi smo danes sklicali tiskovno konferenco za predstavitev zakona, ki ponovno uvaja naborništvo. Zdaj vem, da me preko tega želite speljati do Šarca, do Desusovega kongresa, ampak vam ne bo uspelo. Res ne želim komentirati nič drugega, kot edino to, da si želimo v Slovenski demokratski stranki, da si želi približno 70% državljank in državljanov, da ponovno uvedemo naborništvo. Danes imamo ta zakon tukaj in o tem zakonu je danes govora. V Iraku so bili pripadniki enote za specialno delovanje, najboljše enote slovenske vojske. Ta enota ostaja tudi potem, ko se uvaja naborništvo, kvečjem bi lahko bila še bolj številčno popolnjena in kadarkoli se gre na te tvegane operacije in misije, kadarkoli se sploh prvič gre, vedno ponavadi pošiljamo pripadnike iz te enote. Jaz sem bil vprašanje, zdaj rekli ste, da so po javnomnenjskih raziskavah ljudje naklonjeni ponovni uvedbi vojaškega roka. Pa me zanima, ste preverjali, a so to predvsem ljudje, ki so glasovali, ki so nekoč služili vojaški roki, kakšna je podpora med mladimi samimi, ker številke kažejo, da se konec 90-ih let so za te vloge za nadomestno služenje civilnega roka podvojile, potrile pa pripeljali recimo s časom osamosvojitve, to je eno vprašanje. In drugo, a bi moral nekako v osnovnih šolah recimo že več promovirati služenje vojaškega roka, da bi se recimo ti fanti, ki bodo šli služiti, bolje spoznali, kar jih čaka. Že doktrina o vojaški strateški rezervi predvideva to vključenost tako v osnovne kot tudi srednje šole. Zdaj ta fenomen, ki se pojavlja v Sloveniji, temu se reče fenomen odsotnosti konflikta, se pravi, bolj ko je bil nek vojaški konflikt odsoten, govorimo recimo o vojni za Slovenijo, manj se je vlagalo v obrambo, manj je bilo interesa. S podobno zadevo se je potem po letu 1995 soočala tudi naša južna soseda, Republika Hrvaška, ampak ob uvedbi naborništva se seveda je potrebno ozreti tudi na druge segmente družbe, predvsem na mlado populacijo, da se jim to zadevo kar najbolje približa. Mi ne vem, koliko denarja zmečemo vsako leto v neko promocijo, pa mogoče slišiš kakšno smešno reklamo na kakšnem radiju, kakšno objavo na kakšnem družbenem omrežju. Trenutno vodstvo Ministrstva za obrambo ni sposobno in tudi ne zna, glede na to, da se pa to dogaja že več let, pa jaz lahko sklepam samo, da ne želi pritegniti mladih, da bi se odločili za prostovoljno služenje vojaškega roka in kasneje marsikdo od njih tudi za vojaški poklic. Suzana, jaz sem želela zanimati, da če predsednik države, Boris Pahor, nekako še enkrat poudaril, da se mi zdi prav, da umik slovenskih specialcev iz Iraka, ta umik oziroma rotacija, pa se mi zdi vaše mnenje za ugled slovenske države, ugled slovenske vojske in slovenskih specialcev, ta umik rotacija, to, kar je Slovenija storila, ostale države pa ne, zdaj v takšni obliki, ali se pa zdi to pametno, ali škoduje po vašem mnenju? No, mnenje o tem sem jaz že povedal, tudi mislim, da takrat na Odmevih to škoduje ugledu ne samo slovenske vojske, ampak tudi države.
Mene je bolelo srce, ko sem gledal na Facebooku pa na Twitterju, kako so se naši državljani norčevali iz naših vojakov, da so taborniki, da to sploh vojaki niso. Treba jih je vzeti v bran in jasno povedati, oni so si želeli ostati tam, oni so mirili tiste, ki bi morali ohraniti trezno glavo v takšni situaciji. In predvsem predsednik Pahor, kot tudi minister Erjavec sta tista, kot sem že dejal, ki sta osramotila Slovensko vojsko, tudi njen ugled, in pa predsednik vlade, ki očitno ne zna postoriti svojih ministrov, da bi vedeli, kaj se ob kakšni temi reče in kdaj je bolje biti tiho. Jaz sem bral od Špigla do Frankfurta Allgemeine, sem gledal, Nemci so imeli podobno situacijo, ampak niso imeli nobenih videokonferenc in kaj še vse. Skratka, speljali so zadevo tako, da so počakali izjavo ameriškega predsednika in videli, da se je situacija umirila in potem pač iz Iraka niso odšli. Naš ugled je okrnjen, ne samo države, ampak tudi Slovenske vojske, že dlje časa. Tudi predsednik Pahor, ki velikokrat rad komentira stanje v Slovenski vojski, je tisti, ki je s tem v bistvu začel, ki je začel z nekritičnim rezanjem obrambnega proračuna, da se je potem število pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske tudi začelo tako drastično zmanjševati in če hitro ne bodo potrdili te bele knjige, bo na koncu številka kmalu pod 6000. Mi smo NATO šli verjetno tudi zato, da nas se nekako lahko na njih obrnemo v primeru nekega vojaškega konflikta, ne zaupamo NATO, da bi nas lahko branil in ali tih 25 000 vojakov lahko sploh kakršnokoli vojsko, pred kakršnokoli vojsko se obrani. Zdaj zavezništvo, Zveza NATO ne deluje na konceptu, nič vam ni treba narediti, vas bodo branile močnejše države Zveze NATO, se pravi Nemčija, Amerika, Francija. Ti si močan toliko, kolikor si močan sam, predvsem pa je NATO močan toliko, kot je močan najšibkejši člen zavezništva. In trenutno Slovenija žal je najšibkejši člen zavezništva. Ne gre za to, da ne bi mi zaupali Zvezi NATO. Jaz upam na tem mestu trditi, da je Slovenska demokratska stranka najtrša podpornica Zveze NATO med političnimi strankami in ravno zaradi tega, ker želimo, da imamo Slovensko vojsko, ki je profesionalna, ki je številčno zadostna za opravljanje vseh nalog, tako doma kot tudi v zavezništvu, menimo, da je potrebno uvedba naborništva, kar pa seveda ne pomeni, da ne bomo več imeli profesionalne vojske, da ne bomo več imeli 2 brigad, kot sem že prej dejal. Hvala lepa. Sem zdaj na podlagi, katera raziskave ste dobili tistih 70%. Parsifal. Hvala. Lep dan vsem. Hvala.